Dober dan. Evo, po dolgem cajtu sem se spet spravil posnet eno epizodo Q&A, kjer odgovarjam na vaše vprašanja, ki ste mi jih postavili na Instagramu, kjer imam vsak četrtek kao Q&A četrtek, kjer pač odgovarjam na vprašanja, ki jih dobim tisti dan. In zaradi tega, ker je že tek cajta minilo med, mislim, da 8. delom pa 5. delom, zdaj novim, bom danes odgovoril na 10 namesto na 5 vprašanj, zaradi tega, da se vsaj malo dolžim. Pa bom probal biti čim krajši, pa čim bolje, da ne bo 100-urni video, spet tako ponavadi. Ni bože, kar gremo. Ok, prvo vprašanje je v bistvu ful relevantno zdaj, glede na to, da se temperature višajo, pa se mi zdi, da je ponavadi v takem cajtu vedno bolj popularno je sadje, zaradi tega, ker te malo bolj osveži. Zdaj pa, če hočemo kalorični vnos malo znižati oziroma malo bolj nadzirati, pa še vseeno neko sadje pojesti, pa ponavadi posegamo po nekem jagodičevju. In zdaj prvo vprašanje je v bistvu o borovnicah. Je pa načeloma tako splošno. Se pravi, kar kaj o borovnicah mogoče, ne o borovničkah. Ok. Zdaj, borovnice so najbolj znane po tem, da imajo največjo kapaciteto in raznovrstnost antioksidantov. Se pravi, če bi primerjali kjerokoli sadje na 100 gramov z borovnicami, bi imele borovnice količinsko največjo število antioksidantov in pa največ različnih antioksidantov. Vitamin C, na primer, vitamin E, vitamin A, pol imajo še cinka neki. Zdaj pa, kaj kažejo raziskave glede borovnic? Zdaj v raziskavah se ponavadi uporablja neki ekstrakti oziroma tu pa tam kakšne borovnice, so pa tudi zaradi tega, ker so borovnice bolj znane, bile narejene na ljudeh. Zdaj pa, če bom kako fajno študijo najdel, bom itak delil, ampak bolj ko ne bom zdaj iz glave govoril, kar sem do zdaj prebral. Prva stvar je, da se s pomočjo antioksidantov lahko telo lažje bori proti prostim radikalom. Zdaj določene raziskave oziroma tu pa tam kakšna raziskava je pokazala, da lahko pomaga zniževati belo maščobo. Zdaj to ne pomeni, da bomo pač več borovnic jedli, pa bo izniževale pač maščobo, ko se nam nabere okoli trebuha, ampak verjetno ob nekem kalorijskem deficitu, nekem urejenem življenjskem stilu, se pravi, da treniraš, da prav ješ, v povišani količini oziroma če povišaš količino borovnic, ko jih zaužiješ, ti pomagajo oziroma so skupine, ki so užile več borovnic, lažje oziroma malo hitreje izgubljale maščobo. To je bilo verjetno zaradi tega, ker pač imajo toliko antioksidantov, in pa zaradi tega, ker so lahko nekaj pojedli, pa niso dobili toliko kalorijskega vnosa. Zdaj, antioksidanti lahko načeloma pomagajo pri izgubljanju odvečnih kilogramov na tak način, da znižajo neko sistematično vnetje v telesu in se telo lahko mogoče osredotoči bolj na izgubljanje maščob. Se pravi, ne zdaj, da bomo pač pojedli antioksidante, pa bomo shujšali, ampak na nek način je pokazala, da ljudje, ki so uživali več borovnic, so imeli očitno več izgube maščobe. Naslednjo se spomnim, da sem bral enkrat, da na primer borovnice lahko pomagajo pri zniževanju vnetja oziroma celo pri zdravljenju vnetja urinarnega trakta. To je pa spet verjetno zaradi tega, ker pač vsebujejo antioksidante. Zdaj tule lahko, da je pomagal tudi kaj cink, pa vitamin C, ampak očitno je nek ekstrakt lahko pomaga pri težavah urinarnega trakta, ko se pač vname. Ene raziskave se tudi spomnim, da sem bral, da so pomagale pri degradaciji vida, se pravi pri starejših ljudeh, ki so imeli težave z vidom oziroma ki so se pojavljale težave z vidom, so ustavile oziroma je uživanje borovnic ustavilo oziroma upočasnilo slabšanje vida. Se pravi, malo počasnijo slabšanje vida in lahko dejansko celo pomaga, če imaš neke blage težave. Se pa spomnim tudi, da sem nekaj prebral, mislim, da je bila raziskava, nisem zdaj ziher, ampak mislim, da sem nekaj prebral, da lahko pomagajo tudi v borbi proti nevronskim okvaram, pač da dejansko zaščitijo nevrone z svojimi komponentami in mislim, da je bilo nekaj v povezavi z Alzheimerjevo boleznijo, da lahko malo ublažijo ali nekaj takega. Tako da lahko da ima tudi kak potencial, ampak spet predvsem verjetno zaradi antioksidantov. Naslednje vprašanje je povezano s treningom in je: kako dobiti mišice samo v ritne mišice, brez da so stegna ko od bodybuilderja? Mejhna sem, pa ne bi bila, ne vem kaj, rada, močna ali kaj pojmanjam. V glavnem, načeloma zdaj, če izoliraš rit, oziroma ritne mišice, gluteuse, ne bi smele noge zdaj tudi rast. Ampak po drugi strani bi pa še vsem priporočil izvajanje nekih vaj, kjer ne bi izolirali zdaj sam rit, zaradi tega, ker še vsem kompleksne vaje so po mojem mnenju boljš iz vidika same mehanike giba. Lahko pa dejansko delaš vaje, kjer boš pač izolirala sam ritne mišice, to so pa na primer vaje hip thrust, leg curl,
Bird dog je tudi ena fajna, če jo delaš prav, da se ti medenica, da je pač medenica fiksirana. Dvig bokov v školjki, odmik kolka, da sediš, pa delaš odmike kolka, ali pa odmik kolka stoje, oziroma A-walk se to tudi imenuje. Zdaj načeloma je še vseeno pri vajah potrebno, da jih pa izvajaš pač prav, zaradi tega, ker če ne, spet ne boš samo gluteusov aktivirala in boš aktivirala takoj noge zraven, ampak to ne pomeni, da ti bojo zdaj noge pač tako zrasle, da boš neprepoznavna in bo ne vem kaj. Pač po moje je še vseeno boljš, če bi jaz mogel narediti nek trening za rit, bomo v bistvu zdaj sestavili trening za rit. Jaz bi načeloma se ogrel, pač naredil neko kompleksno ogrevanje za celo telo, ne samo za spodnji del telesa, da dvigneš puls, da malo pripraviš, da dvigneš temperaturo, da malo poiščeš pretok v pač telesne ekstremitete. Pa začneš, ne vem, jaz bi začel z globokim počepom oziroma s počepom, toliko, da ogreješ dejansko celo telo, predvsem spodnje okončine, ampak toliko, da greš tudi v globokem počepu se ti bo bolj aktivirala tudi cela rit, kot pa če bi šla samo do 90, se pravi, jaz bi probal globok počep, pol bi pa šel na neke izolacijske vaje. In zdaj, mogoče prva vaja bi bila tudi A-walk, oziroma odmik kolkov stoje, oziroma odmik kolkov sede, da res čist izoliraš gluteus medius. Nasploh bi sicer celo rit izolirala, ampak bolj ko ne je tule medius. Pol bi šel na nek hip thrust, toliko da je še malo lože zraven vključene, ampak tam lahko itak reguliraš, koliko ti bo ritna mišica vključena s tem, ko povišuješ oziroma zmanjšuješ kot v koleno, ko delaš ti hip thrust. Lahko dvigneš tudi na pete noge, da niso pač celi podplati na tleh, ampak da jih dvigneš na pete, tako boš lahko še bolj izolirala, ampak boš spet mogla sama čutiti, kje bolj čutiš ritne mišice, pa kje bolj ložo in se pač bolj proti tja pomikati, tako da bo pač delala bolj rit. Pol bi pa v bistvu dodal še dvig bokov v školjki, ali pa odmik kolka sede, kjer boš spet fajn izolirala medius, ker najbolj problem pri ženskah, ko jih jaz vidim pri fitneserkah, je to, da ne trenirajo mediusa. Veliko delajo počepov, veliko delajo hip thrustov, veliko delajo deadliftov, veliko delajo vsega, ne izolirajo oziroma ne aktivirajo pa mediusov. In zato, če pogledaš pol žensko odzad, velikokrat vidiš fitneserke, imajo, ne vem, kako bi zdaj to pokazal, imajo tekle ritne mišice, namesto da bi imele bolj okroglo, tako neko jabko. To je zaradi tega, ker mediuse pozabijo aktivirati in se pač ven ne oblikuje rit, se samo navzdol oziroma po dolžini, ne vem, kako bi to rekel. Tako da ja, po moje tete 4 vaje, pa če se prevedel greš, če to delaš 2-krat do 3-krat na teden, 4 tedne, mislim, da se že lahko pozna razlika. Tako da, tu se res ne bi neki bal za noge, ker noge še vseeno rabijo nek impuls zaradi tega, ker so v večini primerov bolj trenirane. Naslednjo je spet glede prehrane in se glasi: mlečni izdelki za športnike po treningu čez dan, ja ali ne, pač mlečni riž, ovseni kosmičji jogurti. Zdaj, ne samo za športnike, za vse ljudi so mlečni izdelki super, če ni intolerance na laktozo. Pa tudi, če je neka intoleranca na laktozo, oziroma blaga intoleranca na laktozo, še vseeno lahko zbiohackamo zadevo, tako da par minut prej vzajemo laktazo, encim za prebavo laktoze, pa pol načeloma ne bomo imeli problema z pač laktozno intoleranco. Zdaj, čisto odvisno, kako je huda, teda to dajmo na stran, se pravi, rečemo, predpostavimo, da nimamo intolerance na laktozo. Pol so mlečni izdelki super, oziroma bi jih jaz celo priporočal, zaradi tega, ker ne samo, da nudijo en sladkor, ki ga naprimer v rastlinah ne najdemo, to je laktoza, nudijo tudi minerale pa vitamine, predvsem kalcij. Kalcij je še kar pomemben za kosti, še posebej za športnike, še posebej za mlade športnike. Teda kombinacija mlečnih izdelkov kakršnih koli v prehrano za športnike je super ideja. Zdaj, naprimer, če pogledamo, dejansko, po mojem mnenju, najboljši regeneracijski napitek za po treningu, za filanje glikogena oziroma za glikogensko polnjenje v mišice nazaj. Je naprimer čokoladno mleko z beljakovinami oziroma celo samo čokoladno mleko. To je pa zaradi tega, ker vsebuje dejansko vse 3 sladkorje. In dejansko lahko vse 3 receptorje zadanemo in bo prevzem glikogena oziroma prevzem sladkorja v mišice še bolj optimalen. Plus tega, da vsebuje idealno razmerje, ki je v bistvu 1:2 oziroma 1:4 beljakovine proti ogljikovim hidratom. Se pravi, beljakovine 1, ogljikovi hidrati 2 oziroma 4, je optimalno razmerje za reabsorpcijo glikogena. Zaradi tega, ker beljakovine v bistvu delujejo tako, da še malo povišajo inzulin, ki bo še malo bolj oziroma odprl še malo več vrat v mišice, da se bo lahko cukor nafilal net iz čokoladnega mleka. Teda dejansko ja, mogoče bi celo rekel, da so nujni, če ni intolerance na laktozo, zaradi tega, ker lahko pomagajo nafilati glikogen ali pa z svojo mineralno sestavo pa super beljakovine imajo.
Ok, naslednje vprašanje je spet iz prehrane in je, zakaj je pomembno, da jemo ogljikove hidrate, a tudi če hujšamo? Zdaj prva stvar je, če hujšaš, če ne hujšaš, če se rediš, če sam hočeš zdržati težo, v nobenem primeru je moje mnenje, da se načeloma, ne da se ne sme, ampak ni zdaj najbolj optimalno, da se eno makrohranilo, bodisi ali je to maščoba oziroma ogljikovi hidrati, kar se pač ponavadi dogaja, v celoti izključi iz prehrane. Čisto vsa 3 makrohranila rabimo pač za svoje delovanje. Niso nujna, beljakovine so bolj kot ne nujne, ogljikovi hidrati pa maščobe lahko zelo varirajo oziroma lahko jih celo čisto izločimo, pa načeloma ne bi bilo take panike, ko bi naprimer beljakovine, ampak rečemo, da jaz ne bi glih podpiral izločevanja enega makrohranila iz naše prehrane. Ok, zdaj ko smo to razrešili, je pa prvo kot prvo ogljikovi hidrati se v telesu pač na koncu vedno spremenijo v glukozo, da se lahko uporabi. In zdaj glukozo uporabljajo celice, na celičnem nivoju se potem uporablja, glukozo uporabljajo mišice, glukozo uporabljajo naprimer možgani, pokurijo od 120 do 160 gramov glukoze na dan samo možgani. Se pravi, za optimalno delovanje možganov je potrebna glukoza, ki bo prišla iz ogljikovih hidratov, večinoma. In 120 gramov glukoze na dan je po mojem mnenju minimalno potrebno za užit. Se pravi, rabimo to samo za možgane. Pol pa gledamo še, koliko rabimo oziroma koliko ogljikovih hidratov rabimo za podporo drugih telesnih procesov. Zdaj pa to je itak pol odvisno od našega števila oziroma vnosa kalorij, kakšni so naši cilji, ampak zmanjšanje oziroma izključitev ogljikovih hidratov iz prehrane ti ne bo pomagalo shujšati. Kvečemu bo stvar še otežilo, če nisi prilagojen na kurjenje maščob. Naše telo je tako mašina. Zdaj, če imaš ti avto, ko kuri dizel, rečemo, da so to maščobe, ne boš mogel benzina naliti, pa bo avto deloval optimalno oziroma bo sploh deloval. To je tako, da bi telo, ko je prilagojeno na maščobe, se pravi enega, ko je na ketonski dieti že par let, mu kar naenkrat znižal maščobo na minimalno, pa mu dal ogljikove hidrate, bi se telesu utrgalo. Isto bi se zgodilo, če enemu, ko je prilagojeno na ogljikove hidrate, kar smo načeloma prvotno vsi, daš takoj hidrate dol, pa nabiješ maščobe, ja, vse telo se znajde, vse bi šlo, pa bi znalo se prilagodi čez cajt, ampak bi doživel pač dejansko crash, ne bi deloval optimalno, bil bi zaspan. Načeloma ni optimalno, še posebej ne odrezati. Lahko narediš, ko hujšaš, da se odločiš, ok, bom pustil maščobe pa beljakovine na nekem nivoju, pa bom znižal ogljikove hidrate. To sploh ni nič narobe. Še vseeno je pomemben časovni vnos ogljikovih hidratov, kdaj jih vneseš, pa da si jih razporediš čez dan tak, da nima zdaj nekih cravingov oziroma nekih luštov po nekem sladkem. Ampak načeloma ni nič narobe, če jih zmanjšaš. Jaz jih sam ne bi izločeval iz diet. Edino srce je zmožno kar super kuriti tudi ketonska telesa, tudi možgani so sposobni kuriti ketonska telesa, ampak prvotni vir za energijo v telesu je skoraj za vse procese glukoza. Naslednje vprašanje je bolj splošno in je, ti pade na pamet kakšna dobra knjiga o psihologiji in osebni rasti? Zdaj pri meni je tak, slabo navado imam po moje, da pač ful nerad berem knjig, oziroma res me more knjiga zanimati. Veliko rajš poslušam audiobooke ali pa gledam itak predvsem podcaste oziroma poslušam. Zdaj pa, ker pač te določene knjige take, ko me zanimajo, niso vedno na audiobookih, jih pač pol ali preberem ali pa jih pač ne preberem, pa jih imam samo doma na polici. Ampak za 3, ko sem jih prebral, pa lahko rečem, da so dejansko spremenile moj pogled na življenje, pa so mogoče celo tudi kar signifikantno vplivale na mene, so. Prva je Psi. To je napisal en Slovenc iz Maribora, je taka srebrna knjigica, bom dal tule gor, da bo šla že najdo, oziroma najdla, ne vem, kdo me to vprašal. Naslednja, ko sem jo prebral glede osebne rasti oziroma psihe, je od Oshoja, Meditacija, umetnost ekstaze. To je bila tudi ena super knjiga, ko ti malo tako predstavi, malo bolj globok, pa malo bolj filozofski pogled na svet, na načeloma. Pol je še pa zadnja knjiga, je pa Moč miselnosti, ko se pa ne spomnim zdajle avtorja, bom probal najti, pa če bom najdel, bom dal tule gor, vse 3 knjige bom dal tule gor, da se vsaj vidi naslovnica, če bom najdel zdaj to tretjo, ker se ne spomnim, kak je že avtor. Mogoče imam pa celo na podstrešju, pa bom šel pol pogledat. V glavnem, tudi ena izmed knjig, ko se pa v bistvu osredotoča na to, kako lahko naše misli fejst vplivajo na naš life. Ok, naslednja je spet glede prehrane. En kozarček vina na dan, je to slabo ali ne? En kozarček vina na dan je po mojem mnenju super zadeva, oziroma super za dolgo živost nasploh, če je en kozarček vina na dan.
pač če je to res en kozarček vina na dan, pa da je vino neko kvalitetno, da zdaj ni ono, ko je 5 litrov, 1,50 € iz Hofra, da je vsaj malo bolj kvalitetno, ne vem, ne spoznam se tek na vina. Jaz osebno pijem, ne zdaj vsak dan, ampak tu pa tam rdeče vino pred spanjem. Ugotovil sem, da je doza, ko še manj paše in najbolj optimalno vpliva na moj spanc 125 ml. Pijem pa trenutno merlot. Zdaj načeloma mi je čisto eno, kaj je, bolj kot ne mi je važno to, da je rdeče vino, zaradi tega, ker ima največ resveratrola, to je en izmed najmočnejših antioksidantov, bom malo nekaj pol tudi povedal o tem. Pa gledam, da ima čim manjšo količino alkohola. Zdaj ponavadi se itak giba tam 12% alkohola, bolj kot ne v rdečem vinu, ampak še vseeno iščem zdaj, da je neko rdeče vino, ko mi paše okus, ko se zdi, da pač deluje, in pa da ima čim manj alkohola. Načeloma sem zdaj ugotovil, da mi merlot najbolj paše zaenkrat, 115 ml. V bistvu ga pa pijem zvečer, to pa zaradi tega, ker rdeče vino pomaga pri sproščanju enega živčnega prenašalca oziroma nevrotransmiterja, ki se imenuje GABA. GABA pa je nevrotransmiter, ki se mora spustiti in ga telo samo sprošča, ko gremo mi spat, zaradi tega, ker dejansko umirja telo na ravni živčnega sistema. Dejansko ti preklopi oziroma zniža aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, pa poviša aktivacijo parasimpatičnega. Se pravi, gre iz sistema fight or flight v bolj recovery mode. To dela GABA in to dejansko vino pomaga. Ampak spet, alkohol je problem. Alkohol pa lahko povzroča sadacijo, ki pa ni isto kot naravni cikli spanja. Zaradi tega moraš tudi paziti, zaradi tega sem tudi rekel 115 ml, da mi najbolj paše več. 150, na primer, sem ugotovil, da mi je poslabšalo spanec, ko sem si 4 dni zaporedoma meril. 100 ml ni bilo nobene razlike, 115 ml pa zdaj ugotavljam, da se mi zdi, da je najboljša razlika. Teda to mora vsak pri sebi ugotoviti. Zdaj pa druga stvar, prej ko sem govoril o resveratrolu. Resveratrol je pa zdaj vedno bolj popularen kot izolirana komponenta, ker naj bi pomagal pri dolgoživosti. Zdaj raziskave kažejo, da lahko zniža LDL delce holesterola, kar je načeloma tudi tek pač. O holesterolu zdaj se ne preveč spuščal zaradi tega, ker je lahko čisto svoja tema, ampak je tudi odvisno od konteksta, koliko so naši delci povišeni, pa kako prehrano imamo, pa kak lifestyle. Tako da to zdaj ni nekaj ful relevantno. Se pravi, raziskave so pokazale, da lahko resveratrol niža LDL delce in lahko vpliva na dolgoživost, ampak so pa določene raziskave pokazale tudi, da lahko zmanjša VO2 max, to pomeni prevzem kisika. Prevzem kisika je pa predvsem za športnike ful pomemben. Tako da za resveratrol jaz zdaj ne moram reči, da je super ali je slab, vsaj ne v izolirani obliki. Je pa kot vino, naprimer vino priporočam, da se pije, če veš, da ne boš razvil za neke odvisnosti, pa pač pol ne boš mogel zdržati z enim kozarčkom na dan. To je pa to. Ok, naslednjo je spet iz prehrane. Ojla, kako pogosto si privoščiš kaj nezdravega in kaj ponavadi to je? Prvo razčistimo nezdravo pa zdravo, kar stokrat povem, pa zdaj pač vprašanje pa bom spet povedal. Nezdrave pa zdrave hrane načeloma ni. Bolj so zdrave pa nezdrave navade. Zdaj, ne vem, kaj bi lahko dal pod nezdravo hrano. Da bi res dal pod nezdravo hrano, bi mogoče dal visoko procesirano hrano, ki je bolj kot ne umetna. Zdaj, to je na primer McDonald's. McDonald's bi lahko dal mogoče pod nezdravo hrano, ampak še vseeno, bolj pomembno je, da ločimo na zdrave pa nezdrave navade. Zdaj, sam načeloma sem ugotovil, da mi najbolj paše, glede na to, kako imam svoj urnik sestavljen, da ponavadi, jaz itak jem po principu 80-20, se pravi 80 optimalno pravo hrano, čim manj procesirano, pa 20% neko procesirano, tudi visoko procesirano hrano, tako so na primer sladoledi, različni burgerji. Še vseeno probam, da je tiste 20%, ko je kao nezdrava oziroma ko je kao cheat hrana, kakorkoli bi to poimenoval, da je najboljša oblika tiste hrane. Naprimer, če grem na burger, ne grem na burger v McDonald's, ampak grem na burger v Lars & Svena, kjer dejansko sploh ni tek slab. Tam bi lahko se pogovarjali o kakem olju peče, pa kolikrat je to olje uporabljeno, drugače pa sestavine načeloma niti niso guma. Tako pač v McDonald'su. Sam, da se dotaknem dejansko vprašanja, sam pa dejansko jem po takem principu, da se probam bolj kot ne cel teden držati neke manj procesirane hrane ob sredah, ko je pa glih sred tedna oziroma sred delovnega tedna, pa ponavadi naredim refill,
se pravi, kalorijski vnos je ful večji, kot pa ponavadi, pa tudi hrana je. V bistvu vzamem, kar se mi zlušta. Načeloma, če bi mogel reči, je sreda tisti dan, ko malo odjadram v bolj procesirano hrano. Naslednje vprašanje je pa bolj splošno glede prehrane. Kako ugotovijo, koliko ima hrana kalorij in mikro in makrohranil na 100 gramov, naprimer. Ok, zdaj moramo prvo razjasniti, kaj sploh kalorija je. Ena kalorija je v bistvu energija, ki je potrebna, da se 1 kilogram vode segreje za 1 stopinjo Celzija. Zdaj, naprimer, za zanimivost, do leta 1990, se mi zdi, mislim, da je 1990, so merili kalorije na tak način, da so pač dali, ne vem, jajco ali pa meso ali pa torto v eno peč, pa so peč prižgali in pol so izmerili, za koliko se je tista voda segrela in pol so pač ugotovili, koliko kalorij ima ena hrana, eno obrok, karkoli so pač dali tam noter. No in pol so po letu 1990, rečemo, da je to točna številka oziroma letnica, so mogli pa zakonsko vsi proizvajalci hrane na svoja živila, ko so jih pač proizvajali, nalimati nalepko, kjer je pisalo, koliko kalorij je v tistih živilih. In pol so se pač oni znajdli, zaradi tega, ker je itak to šlo na stroške, da bi zdaj vse sežigali, a ne, pač bi mogli še za to plačevati, so dejansko rajš zmerili, koliko ima posamezno makrohranilo, se pravi beljakovine, maščobe ali pa ogljikovi hidrati, koliko ima tisto posamezno kalorij. In so ugotovili, da imajo beljakovine okoli 4 kalorije na gram, ogljikovih hidrati isto okoli 4 kalorije na gram, maščobe okoli 9, alkohol pa okoli 7 gramov, oziroma 7 kalorij na gram. Drugače pa, če bi hotel pa ugotoviti, naprimer, koliko beljakovin, pa koliko ogljikovih hidratov, pa koliko maščobe pa v eni tortici oziroma v eni čokoladici, se pa dejansko naredi kemična analiza. In se pač pol vidi, iz česa je tista čokoladica sestavljena. In tako se pač v bistvu pol to napiše. Spet vprašanje glede prehrane. A kaj veš, katera hrana pomaga čistiti kožo, telo nasploh, na fora razstrupljanja? Zdaj to je spet ena taka tema, ko bi lahko naredil svoj samostojni video glede razstrupljanja. Zdaj, za razstrupljanje je prvo kot prvo pomembno, da naša jetra pa ledvica delujejo tako, kot je treba. Se pravi, zdaj, mi ko bomo zaužili neko hrano, ne bomo naredili, da se bo telo pač razstruplo, lahko pa naredimo nekaj v tej smeri, da bojo naše ledvice pa naša jetra delovala bolj optimalno. Zdaj pa, prva stvar, ko je to, da si zrihtamo prehranske navade. Ne samo to, da pač jemo sranje skozi, pa dodamo eno prehrano, ko pa kaže, da bi lahko poboljšala kožo. Naprimer, za hrano, ki kaže, da bi lahko z svojimi komponentami izboljšala kožo, so naprimer omega-3 pa omega-6 maščobne kisline, če je to razmerje preveč podrto. Hrana, ki vsebuje kolagen, oziroma esencialne aminokisline, ki pomagajo telesu, da lahko tvori kolagen, zaradi tega, da ima bolj elastično kožo pol človek, ampak spet, fora je, da imamo mi prehranjevalne navade porihtane. In pol, ko je naše telo deluje optimalno, lahko mi naredimo nekaj v tej smeri, da malo bolj navijemo mašince, kot sta ledvice in jetra, ki jima pa pol lahko pomagamo, da imata še boljšo podporo. To je tako, da bi rekel, da imam, ne vem, nek ustaljen urnik, da imam dobre spalne navade, da jem tako je treba, da se rekreiram tako je treba in pol hočem izboljšati moj možganski performance. Ok, dodam malo kofeina, psilocibina, malo CBD-ja, karkoli pač je bilo pokazano, da lahko deluje blagonotropično. Isti način je pri jetrih in ledvicah oziroma pri razstrupljanju telesa. Lahko pomagamo na tak način, da si prvo uredimo spalne navade in pa prehranjevalne navade in pa rekreacijo oziroma pač naš trening režim, kakorkoli ga pa imamo. Zaradi tega, ker trening bo pomagal, da se koža hidrira, s tem, ko bomo zaužili pravo hrano in spali dost. Pomagalo se bo tudi, da se bodo določene vezi v koži ceple, zaradi tega, ker se koža nateza pa krči med treningom, tudi ne samo mišice, in pol se bo več kolagena ustvarjalo, ker bo to impuls telesu. Na tak način lahko telesu pomagamo, da se boljše razstrupi. Ne bomo pa zdaj delali čudežev, če bomo nekaj zaužili. Ok, naslednje vprašanje. Hej, kaj pa je najboljše za hujšanje? To mislim, da sem že enkrat odgovoril, ampak je itak tako pomembna tema, da je pač vedno, ko bo to vprašanje, ga bom pač odgovoril še enkrat. Prva stvar je spanec. Da si zrihtamo spanec. Druga stvar je kalorijski vnos. Za hujšanje boš mogel znižati kalorijski vnos za vsaj, po mojem mnenju, vsaj 200 kalorij pod tem, kar ti na dnevni bazi porabiš. Se pravi, če porabiš 2000 kalorij na dan,
boš mogel pojesti maksimalno 1800 kalorij, da boš začel hujšati, oziroma začela hujšati. Lahko jih poješ tudi manj, 1600 kalorij, odvisno, kako imaš prehrano zrihtano, pa kaj ti paše. Tretja stvar, prvi je bil spanc, potem je kalorijski vnos. Tretja stvar je kvaliteta hrane, ki jo zaužívaš. Tudi kvaliteta je pomembna. Zdaj, če boš ti znižal kalorijski vnos, boš v 99% primerov shujšal, tudi če boš jedel vsak dan McDonald's. Ampak si boš močno otežil oziroma otežila hujšanje oziroma zgubljanje telesne mase, plus da pri hujšanju, ko telo vstopi v hujšanje, je težko vzdrževati mišično maso. Se da, bom tudi objavil eno raziskavo na Facebook, ali pa mogoče še celo tole delil, se da hkrati hujšati in ohranjati oziroma celo povečati mišično maso. Ampak, če boš imel ti samo procesirano hrano v svojem prehranjevalnem planu, bo to veliko težje oziroma celo ne bo šlo. V primeru pa, da boš imel ti neko bolj pravo hrano, manj procesirano, pa da bo telo dobro res kvalitetna hranila v telo, boš pa dejansko ohranil več mišične mase oziroma celo neki predelo in hkrati lahko hujšal tudi ob kaloričnem deficitu. Še posebej, če si začetnik. Potem pa zadnja stvar je pa vadba, ki je vse je skoraj isto pomembno, kar sem zdaj naštel, vse te 4 stvari. Ampak, če bi mogel dati po hierarhiji, bi dal spanc, kalorijski vnos, kvaliteta hranil, pol na koncu pa vadba. Zdaj pa vadbo bi pa jaz kombiniral, odvisno od tvojega deficita. Večji, ko je deficit, manj volumna oziroma manj intenzivno vadbo bi delal. Manjši, ko je deficit, večjo intenzivnost si lahko privoščiš. Zdaj, najbolj optimalno je, da delaš 3 do 5krat tedensko treninge. In zdaj, če jih delaš 5krat tedensko, kar je po mojem mnenju najboljš, je, da delaš 3krat moč, pa 2krat kardio. Oziroma 2krat moč, 2krat kardio, 1krat visoka intenzivnost. Zdaj, moč pa visoka intenzivnost bo pomagala, da se mišična masa ohranja, oziroma se celo povečuje, plus vzdrževal boš neko raven kalorij, da se ti ne bo metabolizem znižal, plus kardio bo pa v bistvu kot nek recovery in če boš v coni udobja, to pomeni tam okoli 120 pulza, oziroma rečemo bolj fajn, če rečemo procentualno, se pravi 50% maksimalnega srčnega utripa, bo telo dejansko prioritiziralo kurjenje maščob. In boš tako lahko še povečal malo izgubo maščob. Plus, da boš imel nek recovery. Sam testo pač traja bolj dolgo, od ure pa pol dalje. Treningi za moč, pa visoko intenzivni treningi trajajo pa krajši cajt. Teda, to je to. Vse skup, se pravi, če bi dal spanec, kalorijski vnos, kvaliteta hranil, treningi, pa lahko zapakiraš v en krogec, pa daš tu ven puščico, disciplina. Če ne bo discipline, ne pride nič. Ni važno, kako dober urnik imaš, kako imaš lepo vse treninge splanirane, pa prehrano prešteto. Če se boš tega držal samo 2 tedna, ti ne bo koristilo nič. Ok, pa še zadnje vprašanje danes, ki je pa tudi glede prehrane, je pa tako, ko dejansko bi mogoče zanimalo tudi malo širšo publiko in je gluten-free dieta. Ja ali ne, zakaj? Ok, zdaj prva stvar, če bi na cukor napisali fat-free, bi se pač cukor bolj prodajal, če bi na maščobo napisali sugar-free, bi se maščoba bolj prodajala. Tako je lahko tudi gluten-free znakec, nek pogon za ljudi, da bojo pač raje za testo zapravili denar, ko pa za eno, ko ne piše gor gluten-free, pač bojo mesečne stroške povečali za ene 30 do 40%. Zdaj, po mojem mnenju se glutena ni treba izogibati, če nimaš nekega stanja, kot je na primer celiakija ali pa neka glutenska intoleranca oziroma intoleranca na splošno na žita. Oziroma ni glih intoleranca, bolje je že alergija. Tej vsekakor se izogibaš glutena. Oziroma tudi takrat se ni nujno izogibati glutena in bom tudi povedal zakaj. Zdaj pa gremo prvo na to, kaj sploh je gluten. Zdaj, gluten je nek skupek beljakovin, ki ga pač najdemo v žitih. Tet skupek beljakovin pa ponavadi spremljajo tudi vitamini. Ponavadi je največ vitamina B pa vitamina K oziroma K. Se pravi, če mi izločimo gluten iz prehrane, moramo malo paziti, da pridobimo nazaj določeno število vitamina B pa vitamina K, na primer v tem primeru. Ok, se pravi, ni narobe, če izločiš, ni pa nujno. Razen, če imaš neko hud odziv telesa ob zaužitju pač glutena. Zdaj pa ok, prej sem omenil, da ni treba, da ni nujno, da izločimo tudi, če imamo neko stanje. Če res ni hudo, če je neko blago stanje. Ali pa lahko gremo pa tudi na drugo stran, da tudi če nimamo nekega stanja, se pravi celiakije oziroma alergije,
lahko izločimo iz telesa to. Zaradi tega, ker določene raziskave oziroma ene par raziskav sem videl, da tudi pri ljudeh, ki nimajo intolerance na gluten, lahko gluten povzroča malo zvišanje inflamacije v telesu. To je pa zaradi tega, ker je malo težje prebavljiv in pač telo rabi malo več cajta, da pošlje določene encime tja oziroma da pač tudi gluten prebavi. Zdaj to ni nujno, če hočeš komplicirati, lahko izločiš gluten zaradi tega, ne bo pa kaj slabega, če zdaj ne pretiravaš pa vsak dan poješ ne vem koliko glutena, kar pa itak ne vem, če bo kdo delal. V glavnem, se pravi, tudi če nimaš problema, lahko izločiš zaradi tega, iz tega vidika. Če pa imaš problem, blag, tako sem že zdaj tretjič rekel, pa ne rabiš izločiti, če malo zbiohackaš zadevo. In sicer, to zadevo gre zbiohackati na dva načina. Prvi način je, na primer, zdaj vedno bolj popularni drožji, ko bojo bakterije prebavile delno gluten oziroma skoraj v celoti namesto tebe in ne bo povzročil več takih inflamacij oziroma alergijske reakcije v telesu. Druga stvar je pa, da 20 do 15 minut pred obrokom, ki vsebuje gluten, zaužiješ encim dipeptidazo 4, ki ga lahko najdeš v, mislim, da so Gluten Guardian ima ene tablete, ko ima dipeptidazo 4 in ti v bistvu naredijo to, tako da bi pojedel drožji, ko ti pač bakterije prebavijo, oziroma tako, da bi zaužil laktozo, ko si laktozno intoleranten, da dejansko zaužiješ encim, ki ti pomaga prebaviti gluten. Če si, na primer, tak, da imaš neko blago reakcijo na gluten, pa se še vseeno tu pa tam ne moreš upreti temu, dejansko lahko zbiohackaš zadevo na tak način, da poješ ali drožji kruh, oziroma na tak način, da neko fermentirano stvar, ko vsebuje gluten, poješ, ali pa dipeptidazo 4. Teda, to je to v bistvu glede glutena. Se pravi, pazi, zdaj, če boš čist izločil gluten, pač gledaj to, da mogoče malo povišaš neki drugi B-vitamin, pa K-vitamin, pač si pogledaj, kateri vitamini so še, mislim, da je bolj kot ne B-vitamin pa K-vitamin ob glutenu, da je prelepljen gr. Ampak načeloma ne bi smelo biti težave, če ješ oziroma če ne ješ. Razen če imaš celiakijo oziroma neko alergijo oziroma kakšnokoli intoleranco. To je to. Probal sem spet v 10 minutah narediti, mi tak ni ratalo, če je bilo 10 vprašanj. Upam, da so vam vsaj odgovori zanimivi, pa da bo komu kaj pomagalo. A ja, zahvalil bi se še prvemu naročniku oziroma subscriberju na Patreonu, ki je vzel ta velik paket za 5 evrov in je zdaj v moji skriti skupini na Facebooku, kjer objavljam določene stvari, ki so mogoče malo outside the box, pa tudi se tičejo prehrane, biohackinga, treninga, karkoli, ampak so pač skrite, da lahko vidi sam on oziroma pač moji podporniki, zaradi tega, da imajo neko ekskluzivni content, da je mogoče malo bolj pač zanimivo me spremljati. Teda, če koga zanima, idi na mojo Patreon stran, tule gre boš videl sliko, od spodom delil link, pa lahko tudi ti naročiš se na paket tamali ali pa ta velik je 5 evrov na mesec, tamali je 3 evre na mesec, to v bistvu je 1 oziroma 2 kavici, če greš. Pa me lahko podpreš, plus da boš dobil nek content, ko ga na Facebooku ne bom objavil nikoli. Pa tudi začel bom tam objavljati kak mini Q&A ali pa mini vlog ali pa mini video, če bom dobil kak preblisk čez dan. Teda bo nek bolj ekskluziven content, če te pač to zanima. Hvala za ogled, za vse sponzorje, itak ko so tule, pa ko jih imam od spod napisane, lahko greš gledat. Vse, kar sem danes omenil, če bom najdel te raziskave, ko sem se jih spomnil iz glave, bom itak delil od spod. Teda ja, to je to. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem videu, ko upam, da ne bo trajalo 2 meseca spet.